Kva sem se pa jaz matro pa napenil, sem se skoraj posral. Jaz sem tukaj v okolici Vranskega, imamo pravka z Eclipsom Cross, sem se pa nekaj spomnil. Jaz sem dolžen še ene sladko kisle. Že nekaj časa nazaj, takrat, ko se je zima glih prevešala v pomlad, sem imel Opla Crosslanda. Jaz pa avtomobilska imena, ne. Rekel sem Crossland, mislil sem pa Grandland. Se mi je narodno. To sem zdaj povedal sam zato, ne. Ko vsi vemo, da je že toplo zunaj, tam pa po mojem ne nosim glih kratke majice, pa da ne čudno zgledali. A prav? Ajde. Stari, če bi za vsakič, ko sem slišal malo pleha, malo žice, evo ti je Opelice, dobil 1 evro, bi bil danes milijonar. Kaj pa najbolj smešen? Da ljudje, ki to govorijo, ponovadi nimajo pojma o avtih. V Oplih pa še 3krat manj. Ne bo se nekaj zajebavati, tole za mano je Opel Grandland X. A je Grandland X? Je pa dosti samozavesten ta imen, ne? Kva že ta Grand točen pomen, pa sem odprl slovar. Ta angleški valjda. Pa piše zraven impressive, splendid, magnificent, majestic. Ok, pauza, ne pretiravati. Mogoče kje od tega, tudi ta avto je, ne? Ampak predvsem je to športen terenc, nov športen terenc. Pa mi grede zgleda mi dosti bolj kot Crossland. A veš, kjer je Crossland? Ki je mal manjši, za eno številko, za 20 centi mislim, da je krajši. A ja pa še to, kaj pomeni pa X? Ja, X, kot verjeten X za križanca, veš, ki se križajo. Hočem z 2 rokama pokazati, pa ne moram. Čakaj, jaz nekaj filozofirati, pa da imate prvo sladko, zato moram pa vrata odpreti, pa v kabino stopiti. Avto bom prežgal, da malo lep zgleda, ker se lučke prežgajo. Zdaj prvo sladko se vam mogoče slišala malo smešen, malo kontraintuitiven, kontra napredku, kar se tiče avtomobilskih kabin, ampak ne. Ker trendi vemo, kakšni so, ne? Čim manj gumbov, čim več površin občutljivih na dotik. Mrskomu je to všeč, meni dostikrat tudi, mislim, jaz se raje odločam odvisno od primera do primera, ne kar tako nasplošno. No, Grandland je pa tipičen primer, kako klasiko, to se pravi, razmeroma veliko število stikal združiti s sodobnim, to se pravi z zaslonom občutljivim na dotik. Valjda ne bo vsakmu všeč, tako kot ni vsakmu všeč, da ima avto razmeroma veliko stikala. No, razmeroma veliko stikal. Stikal pravzaprav sploh ni toliko. Spomnim se, ne vem, prejšnje generacije Astre, pa še marsikatera avtomobila, ki je prišel na trg, ne vem, 8-9 let nazaj. Skratka, hočem to povedati, da veliko ljudi želi, zahteva klasiko in zdi se mi, da je Opel dobro združil s sodobnim. Druga sladka, ta je pa malo zvita, ker tisti dan, ko sem avto prevzel, sem bil 100% prepričan, da bo to ta prva kisla. Se ne vem, kako to razložim, no, ampak rjava, še malo rjave, pa še malo rjave, samo da ta je že malo bež. Pa se pa tukaj spredi ta bež rjava prelevi v nov odtenek rjave in to se nadaljuje čez celo avtomobilsko kabino. V bistvu rjava na rjavo, na rjavo, na rjavo. Na rjavo. In moram priznati, da prvi dan je bilo, daj ne no, a ste lahko malo bolj izverni. No, zdaj po parih dneh, po parih urah v tej kabini, mi je pa vse skupaj všeč. Tako všeč, da bi zbral to. Tretja sladka, dizelček, 1.6, po prostornini nič posebenega, po konjih tudi ne, tam je 120 jih ima, 6 popije, kar je ok. Zdaj, poleg ugodne porabe, ki sem jo že omenil, ne rabim reči več kot mirno delovanje, gladek tek. Ne, glih obratno. Gladko delovanje, miren tek. Kaj sem jaz povedal in stupid pila, kaj? Ne znam več govoriti. Četrta sladka, udobna kabina. Zdaj, tukaj moram najprej eno stvar poudariti. V drugi vrsti je prostora za kolena pač to, kot bi pričakoval od podobno velikega avta. Za glavo ga je pa malo manj. Seveda je glavni razlog za to dejstvo, da ima avto sicer zelo veliko panoramsko streho, ki jo pač moram pohvaliti, ampak čim imaš ti panoramsko streho, ti to malo narobe hodi, če ti hočeš imeti ultimativno izkoriščen prostor. Stari, kako je lahko tako težko to dvigati? What? A ja, pa verjetno zdaj to. A si to? Najprej se matram ko budala, pa rečem, da pa bo, pa kar sam gor skoči. Ko sem se pa jaz matral pa napenil, sem se skoraj posral. Hotel sem reči, da jaz sem velik 1,75 m, je res, da sem krajši, zato ker imam kratke noge, trup imam čisto normalno dolg. No, ampak od moje glave do stropa je tokle, veš? Tokle, to tudi 5 cm ni, to je 3. No, ampak prva vrsta, to je ta tukaj. V prvi vrsti pa ne samo, da je prostorsko ta avto izboren, tudi sedeža sta zelo udobna, ne glede na to, da zgledata tako, mislim, nič posebenega. No, glavno, kar se udobja tiče, moram izpostaviti v pozitivnem smislu, predvsem sprednja sedeža. Pa če odštejemo ta luft tukaj, zadnje tudi. Inač, prva kisla, majhna zadnja šipa. Vidiš, iz prve sploh ne zgleda tukaj majhna, vse ogromna, ampak ni, ker v bistvu tukaj je rob, veš?
tako kot ga jaz narišem. Znotraj pokazal. Vidiš, da ni prav velika? Elej, če hočeš imeti atraktiven zadnji konc, ne vključno s tole, kaj je ta, zavihek, plavut, neki, pa če hočeš, da vse skupaj dosti dinamično zgleda, kar dejansko zgleda, ja pa ta zadnja šipa ne more biti dosti večja. Druga kisla, ta avto se, če je podlaga normalna, pele zelo dobro. Pravzaprav je precej udoben, ampak kakšno grbino zna pa sem pa je požreti mal preveč na trdo. Tretja kisla, tam je pa še najmanj simpatična, veš, od Opla smo se že navadili na slovenske menije, pa prije do združitve s PSA-jem, pa kam ste pa šli, slovenski meniji? Stari, ne sprašuj, ne vem, ni mi pa všeč, niti malo. To start engine, foot on brake and press start. What's going on, people? Peta sladka, ta je malo dvolična, ampak lej, bom razložil. A veš, Grandland X je pravzaprav zelo tesno povezan s Peugeotom 3008, za katerega pa vsi vemo, da je zelo dober primer sodobnega, radikalnega pristopa k športnemu terencu, k križancu. Odbita oblika, odbita notranjost, skratka avto, na katerega se je treba privaditi, če si zagovornik klasike. No, ampak zagovorniki klasike se ne marajo vedno prilagajati, zato ker pač so zagovorniki klasike in si želijo imeti klasiko. Sem ravno kar rekel lasiko, ker hotel sem reči klasiko. In to na noben način ne mislim slabšalno, da noš mislo, ne? Ker če pogledaš tehnološko, je ta avto drugač zelo sodoben pa napreden. Pa tukaj lahko govorimo ali o matričnih žarometih ali pa o varnostnih sistemih. Avto, ki če se posvetiš detaljem, zgleda na momente tudi kar izzivalen, tak malo športen. Predvsem recimo z tega kota, veš, ko je lepo zašpičen tukaj zadaj. Pa tudi spredi, če ga narajmaš z ta pravega kota, zgleda športen malo, ne? Ko pogledaš pa veliko sliko, ne, je pa tole dobra protiutež avtomobilom, kot so Peugeot 3008 in tako naprej.